Za konec oddaje pa novica iz plaže Sava na severu Ljubljane, kjer sta se na opozorilni tabli pojavila nenavadna znaka. Gre za znak prepoved otipavanja in za znak prepovedan promet za oralna vozila. Zelo nenavadno. Tako zelo, da je ravno zato na terenu naš strokovnjak za nenavadne dogodke in čudne spolne prakse, gospod Jan Krojcer. Gospod Krojcer, povejte mi, kaj se dogaja na Savi? Kdo je uvedel te čudne prepovedi? Morda župan Janković? Lep pozdrav, gospod Godler. Ne, za prepovedmi ne stoji župan Janković. Zakaj bi? On je to plažo postavil ravno zato, da imajo prebivalci najlepšega mesta na svetu, kje početi te stvari. Bolj verjetno je, da je tablo na lastno pest postavil nekdo izmed okoliških prebivalcev, nekdo, ki mu oralni seks resnično ne potegne. Ok, pa je to pogosta praksa v tem delu Ljubljane? Zanimivo vprašanje, gospod Godler. Predlagam, da ga zastavimo kar redni obiskovalki te plaže, ki se zdaj zaradi varnosti skriva kar v grmovju. Gospa, a je tukaj res toliko oralnih spolnih odnosov, da si zaslužijo prepoved? Gospa pravi, da jih je veliko. S prepovedjo pa se seveda ne strinja. Gospa, kdo pa so kaj vaše stranke? Pravi, da zelo različno. Med njimi pa so tudi takšni ljudje, za katere si res ne bi mislil. Zadevo bomo seveda spremljali še naprej. O, kdo pa je to? Je to korespondent Celec? Korespondent Celec! Boš povedal, kako je bilo? Očitno bo moral probati sam. Toliko zaenkrat iz moje strani. Se vidimo. Hvala gospodu Krojcerju in vso srečo doma gospodu Celcu, jaz ne vem. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!